Zdravo ekipa! Želim vam povedati nekaj, kar lahko v zelo kratkem času naredite sami v svojem podjetju za spremembo na boljše, ali v svojem oddelku, ali v celem podjetju, kakorkoli, odvisno kam gripirate, kakšen posel vi imate. V večini podjetij po Sloveniji in po tujini se ukvarjamo s prodajo, s marketingom, s komunikacijo, notranjo komunikacijo. Ampak dostikrat najdemo problem ali vzrok za to, da nekje drugje nismo uspešni v notranjosti, urejenosti znotraj podjetja. To pa je v poslovnih funkcijah, kdo je za kaj odgovoren, kdo nekoga nadomešča, kako po procesih se nekatere stvari naredijo. In tukaj je zdaj ta naloga, kar vi lahko naredite v zelo kratkem času oziroma takoj. V svojem oddelku ali pa v svojem podjetju napišite sistem vodenja poslovnih funkcij. Ali gre za faze 1, 2, 3, 4, po fazah, kdo je odgovoren za katero fazo in kdo je vlada, ali pa gre za celotno podjetje, prodaja, marketing, računovodstvo, proizvodnja in tako naprej. Ko naredite ta organigram, zapišete, kdo so odgovorna oseba z imenom, priimkom, ne prodajo vodi vodja prodaje, ne, ampak ime in priimek in kdo ga nadomešča. In naslednji korak je, naredite procese, vse procese, kako se katera stvar naredi, sprejem stranke, izdaja ponudbe, kontrola sledenja ponudbi, dnevna poročila, karkoli pač počnete za to, da delate kvaliteten posel. Enako je v proizvodnji, kjer se seveda mora najprej narediti razrez, potem sestavljanje, potem barvanje, ne obratno, ampak tam so vsi procesi jasni, ampak redko kdaj zapisani. Takrat, ko jih zapišete, lahko pričakujete napredek. Lahko pričakujete, da boste nekaj naredili boljše ali pa bolj učinkovito in v krajšem času. Seveda gre za zadovoljstvo kupcev in pa seveda na koncu za našo eksistenco. Če vam se kje zataknilo na poti, imate gumbek, pošljete mi sporočilo, vam pomagam. V primeru, da pa je zadeva bolj kompleksa, potem pa me poiščite in se bomo pogovorili v živo.